ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Zbrani smo v oltarju ob Gospodu, da bi v njem našli moč, da bi našli upanje, da bi ga slavili, kot smo slišali v vstopni pesmi. Odprimo naša srca, da bomo res srečali Gospoda, da nas on najprej očisti, da bomo vredno pri tej sveti daritvi. Vsemogočnemu Bogu in vam bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, no dobrega okusnega in slabega zadovoljstva. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, za angele in svetnike in tudi vas, prosite zame o pravi grešnega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
pot ni pravilna. Slišite, vendar, Izraelova hiša, moja pot, da ni pravilna, ali niso vaše poti nepravilne? Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, če ravna krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal. Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. Ker uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živo, ne bo umrl. Božja beseda. Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Bratje in sestre, če premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavospevja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v Božji podobi, se ni uklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako, da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. V zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako, da je postal pokoren vse do smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse
in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom. Da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod. Slavo Boga Očeta. To je Božja beseda. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: kaj se vam zdi? Nekdo je imel 2 sina. Stopil je k prvemu in rekel: sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: nočem. Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: grem, Gospod, vendar ni šel. Kateri od teh 2 je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: prvi. Jezus jim je dejal: resnično povem vam, cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli. Kristusov evangelij. Premislil si je in je šel. Tako pravi Jezus o prvem sinu, ki najprej odgovori na očetovo prošnjo: nočem. Lahko rečemo, da današnja Božja beseda na nek način spregovori o naši svobodi. O naši svobodi in naši odgovornosti, ki iz nje izvira. Za naša dejanja smo odgovorni, ker se zanje lahko tudi sami odločamo. Prerok Ezekije, ki smo ga slišali v prvem delilu, ima pred seboj svoj narod, ki se je nekako vdal v usodo, češ naši očetje so grešili, Bog pa za njihov greh pokoril nas. Obupani zaradi težke situacije, v kateri so živeli, so zapadli še v versko krizo. Boga so namreč obtožili, da je do njih krivičen. Zato jim prerok jasno odgovarja: vsak posameznik je odgovoren za svoje dejanja. In če se krivično
krivični spreobrne, ga Bog sprejme, mu odpusti. Če pa pravični zaide na pota krivice, pa bo tudi odgovarjal za svoje kriva dejanja. V Evangeliju se vprašanja svobode Jezus dotakne s priliko o dveh sinovih, ki v njun oče prosi, naj gresta delati njegov vinograd. Eden odgovori z ne, pa se potem skesa in gre, drugi odgovori z da, pa potem ne gre. Jezus priliko naslovi na tiste izmed njegovega naroda, ki so se imeli in so tudi veljali za bolj verne, za takšne, ki so se navzven odzvali Božjemu klicu in njegovim zapovedim. Prav zato pa je tudi za nas verne še kako aktualna ta njegova prilika. Vsak od nas se lahko vpraša, koliko je podoben enemu ali drugemu sinu iz evangelske prilike. Bogu smo namreč že velikokrat odgovorili z našim da. Namesto nas so pri krstu z da odgovorili naši starši in botri. Starši ste pri krstu svojih otrok to storili zanje in obenem obljubili svojim da, da boste otroke vzgajali v veri. Pri prvem kajilu, pri birmi, pri zakramentu sprave, ob cerkvenih porokah, pa na nek način tudi pri vsaki sveti maši izrečemo Bogu svoj da. Obljubimo, da bomo to ali ono storili, izpolnili, se tega ali onega varovali. Izpoved vire pri krstu ali obnovitvi krstnih obljub je vedno tudi odpoved hudemu, pa vendar ostaja tudi kljub temu med nami. Prepiri, zamire, negodovanje, nevoščljivost, morda celo sovraštvo. Vse to je v življenju nas kristjanov tista neizpolnjena obljuba, ki smo jo dali. Tisti da, ki ostane samo beseda, ne pa izpolnitev Božje volje. V Evangeliju je bil sin, ki je sicer rekel ne, pa poznaje odšel v vinograd na nek način pohvaljen. Zato, ker je izpolnil očetovo voljo. Takrat, ko na nekoga več ne računamo, vseeno nekaj naredi, za kar smo ga prosili, doživimo najbrž precej veselja. Ravno nasprotno pa je, če nam nekdo nekaj obljubi, pa ne izpolni. In današnji evangelij nam sporoča, da moramo gledati predvsem na dejanje, ne toliko na besede. Še vedno nam namreč ostaja možnost, da se premislimo, da se spreobrnemo in to lahko veliko šteje. Takrat nas bo Bog sprejel z velikim veseljem. Ne gre torej za to, da bi bilo bolje Bogu reči ne kot da, pač pa nam današnja Božja beseda kaže na Boga kot na tistega, ki nam pušča svobodo pri naših odločitvah in ki nas vedno čaka, da se vrnemo k njemu. Še posebej takrat, ko smo se obrnili od njega in nismo želeli izpolniti njegove volje, čeprav smo jo spoznali, čeprav smo jo slišali kot drugi brat, prvi brat. Božjo voljo najbolje izpolnimo takrat, ko se spreobrnemo, ko iz tega, kar živimo, kar storimo, kaže na to, da želimo izpolniti Božjo voljo. Ko sebe spoznamo in priznamo za majhne, za nepopolne pred Bogom in ga prosimo za njegovo usmiljenje, takrat nas bo gotovo uslišal. In k temu nas spodbuja tudi današnje drugo darilo, ko Pavel pravi, da če kaj vzpodbujanje, če kaj opominjanje pripomore, potem se držite tistega, kar je Kristusovega. In tisto, kar je najbolj Kristusovo, je to, da je on izpolnil Božjo voljo v vsej svobodi. Tako nas današnja Božja beseda vabi, da bi tudi mi
svobodo, ki nam je dana, uporabljali odgovorno, da bi predvsem naša dejanja odražala tisto, kar Bog želi od nas, odražala Božjo voljo in da bi bila to naša pot, ki sledi Kristusu, pot, ki sledi temu, kar Bog želi od nas, ker je to za nas vedno tisto dobro, tisto najboljše, ker nas vodi v večno življenje. Amen. Izpovejmo skupaj našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvaranja nebes in zemlje, vsevrednih in nebesnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinega Sina Božjega, ki je začel praviti pred vsemi veki in je Bog Boga, luč od oči, pravi Bog pravega Boga, pravi nezaslavljen, enega visokozveščenega, in je po njem vse oslavljeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega razveličanja šel vse vest, in se je obvesil po Svetem Duhu, in zmaje letnice, in poslušal človek, bil je tudi križan za nas, od konca tega dana je trpel, in bil prav položen, in tretji dan je mrtev vstal, od pričevanja pisma, in je šel v nebesa, se zvedno zvisnil v očetu, in bo spet prišel v slavni soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu bomo konca, in Svetega Duha, Gospoda Družbenega, ki izhaja iz večernega Sina, ki ga začetnim Sinom molimo in slavimo, je Bogove po prerodi in mene osebno katoličnega apostolskega cerkva, priznavanega spoštovanja grehov in pričakujočega enega novega in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, današnja Božja beseda nas uči, da se človek lahko spreobrne in poboljša, dokler živi. Zato prosimo našega nebeškega Očeta za sveto cerkev, da bi rasla v svetosti, očiščevala svoje obličje greha in postajala prepričljivo znamenje Božje navzočnosti v svetu. Za voditelje narodov naj ničesar ne delajo iz sebičnosti, vse pa z odgovornostjo do človeštva. Za tukaj zbrane naj z iskrenim veseljem sprejmemo vse, ki se vračajo na pravo pot, jih podpiramo z molitvijo in spodbujamo s zvestim krščanskim življenjem. Za vse, ki se zapirajo pred Tvojo milostjo in zavračajo spreobrnenje, naj se vsaj v poslednji uri spremenijo ter sprejmejo Tvojo ljubezen in odpuščanje. Za ljudi vseh krajev in časov naj se med nami krepi duhovno občestvo, da bomo končno vsi dosegli blaženo gledanje. Na priprošnjo svetega Roka se usmili vseh obolelih s koronavirusom ter drugih bolnikov in njihovih svojcev pri nas in po svetu. Podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Nebeški Oče, imenujemo
se in smo tvoji otroci. Daj nam tako živeti, da bo svet v nas prepoznal tvoje obličje. Usliši nas, saj te prosimo, po tvojem ljubljenem Sinu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Vsemogočni Oče, sprejme našo skupno daritev. Usmirjeni Bog, sprejmi to našo daritev, naj nam postane vir tvojega omilnega blagoslova. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom, kvišku srca in nami zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, Sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljamo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prejeli smo namreč prvine Svetega Duha,
po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali neminljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoja velika dela ter kličemo. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere po vedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, kruh razlomil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih nove in večne zaveze v moji krvi, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri Oče, ohajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni, v edinosti z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, z drugimi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi udje cerkve razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju.
Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k zveličanju. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost. Posebej ti priporočamo vse pokojne župjane, pa tudi Sonjo, Alfonza in Bojano. Usmili pa se tudi vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, Svetim Jožefom, z apostoli in učenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Molimo skupaj, kot nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, reši nas, dobri Oče vsega hudega, podali nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekova. Gospod Jezus Kristus, ki si svojim apostolom rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Thank you.
postanemo deležni tudi slave Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Nekaj oznanil. Prejšnjo soboto je potekala akcija urejanja okolice cerkve. Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in s tem bi pomogli, da je bila tudi okolica cerkve pripravljena na nedeljsko slavje prvega svetega Obhaila. Ob tej priložnosti lepo vabljeni vsi, ki tokrat bodisi niste imeli časa, bodisi niste vedeli za to akcijo, da se pridružite prihodnjič. Več kot nas je, prej je bilo upravljeno in bolj veselo in vzdušje. Včeraj je imela prva polovica birmancev zadnje priprave na birmo, druga polovica birmancev pa je na vrsti prihodnjo soboto. Razmere v zvezi s koronavirusom so vedno bolj resne, zato še enkrat več vsi povabljeni, da se združimo v molitvi za birmance in njihove botre, pa tudi za animatorje in brata Egona, predvsem pa za lepo vreme tisto soboto. V sklopu obhajanja 1600-letnice smrti svetega Hieronima bo na njegov bod v sredo 30. septembra ob 16. uri v nekdanji Emonski krstilnici na Vijavčevi ulici v Ljubljani v latinščini maševal ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Skavti iz tega Ljubljana 3 sporočajo, da je še nekaj prostih mest v veji izvednikov, ki pokriva starost od 6. razreda osnovne šole do 1. letnika srednje šole. Vse potrebne informacije najdete na njihovi spletni strani. Na polici za tisk je na voljo še nekaj koledarjev društva prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote. Njihovi prostovoljci so letos v naši župniji ne bodo predstavili osebno, zato so v koledarjih kuverte s položnicami, preko katerih jim lahko nakažemo prostovoljnim priporočen dar 10 evrov. Godovi v tednu, ki je pred nami v torek, je praznik svetih narangelov, Mihaela, Gabriela in Rafaela, v sredo goduje Hieronim, ob čigar smrti, kot rečeno, mineva letos 1600 let. V četrtek goduje Terezija Petega Jezusa ali Mala Terezija, v petek godujejo angeli varuhi, v soboto jezuiti obhajajo god svetega Frančiška Borgije, prihodna nedelja je 27. nedelja med letom, tudi je rožnoverska. Še oklici poročiti se želita ženi Jakob Kostnik, katoliški samski študent računalništva in matematike, sin Martina in Lučke, rojene Nograšek, rojen 20.6.1998 v Ljubljani, stanuje na Gorski ulici 13, župnija Ljubljana Dravje, in nevesta Tina Poljanšek, katoliška samska diplomirana glasbenica, zborska dirigentka, hči Silva in Kristina, rojena Fortuna, rojena 2.11.1998 v Kranju, stanuje na Gorski ulici 13, župnija Ljubljana Dravje. Ob koncu pa še povabim voditeljico jasličarjev Urško Kambonu. Predstavnica skupine, ki se običajno ne izraža takole med glasnim mikrofonom, ampak sem prepričana, da je naše delo dovolj zgovorno in nazorno, da ga zagotovo vsi poznate. Se pravi, Dravljska jaslica, kot je že Pater povedal. In ker sem prepričana, da vsi poznate to naše delo, se zagotovo tudi zavedate, da zahteva ogromno časa in veliko pridnih rok. In teh pridnih rok nam nekoliko primanjkuje. Zato bi v bistvu povabila vse, ki ste ustvarjalni, ki radi delate z rokami, ki se radi sporočate na tak način in bi želeli biti del te dravljske tradicije, da se nam pridružite. A pa mogoče, če poznate kakšnega takega, ki bi se želeli pridružiti. Zdaj, trenutno skupino sestavljamo mladi, od konca osnovne šole, gimnazije pa do mladih
jasne omejitve za jasličarja ni, ne navzgor, ne navzdol. Zaželeno je pa neko samostojno delo, želeli bi si neke resne sodelavce, ki bi redno prihajali in bi se želeli naučiti tega načina dela, ki smo se ga mi naučili od naših predhodnikov in bi ga pač nesli naprej. Ne? Naše delo načeloma poteka v vikendih, popoldne. Dogovarjamo se sproti, kdaj nas ima večina čas, se pa seveda delovni čas malo zgosti, bolj ko se Božič približuje in zadnjih 14 dni smo tukaj praktično vsak dan. Tako da, če bi se nam želeli pridružiti, nas lahko kontaktirate preko Facebooka, imamo pač svojo stran Dalovske jaslice, kjer nas lahko tudi sledite, oziroma nam pošljete zasebno sporočilo, ali pa pustite svoj elektronski naslov v župnijski pisarni, pa vas bomo skontaktirala. Drugače pa katerega koli od nas jasličarjev, kadar smo tele prepoznavni, tako da nas lahko podsukate za rokav, pa sprašate za informacije. Hvala. Tvoj glas nam je danes polepšal to svetomačnost, sodelovanje in tudi tej sveti daritvi, pa za to domovin najlepša hvala, ker je danes tudi Slomškovo nedeljo, bomo zmolil še, pred blagoslovom zmolil še molitev za Slomškovo kanonizacijo. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek, je luč na poti našega krščanskega življenja, naj nas spremlja njegov sklep in podpira njegova preprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Vam vsem želim lepo nedeljo, naj nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi, varuje in vodi naj nas vsemogočni dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v Božjem miru. Thank you.